Obnovitev kogeneracijske naprave z imenom Tom 1 je investicija vredna dober milijon evrov. Finančna naložba po besedah vodilnih naj ne bi obremenjevala občinske blagajne. Ima pa obnovitev naprave za mesto ob Dravi pomembno vlogo. Ja, poglejte, to je investicija, ki sigurno je zelo pomembna za Maribor v smislu zagotavljanja konkurenčne energije, toplotne energije, tudi električne energije. Da je ta energija po konkurenčni, dostopni ceni, da preprečimo, zavremo naraščanje zneskov na položnicah, ki jih občani in občanke glede na nekatere okoliščine, ki so nam znane, težko zmorejo. Z napravo lahko izkoriščamo dve energiji. To je naprava, s katero je moč proizvajati hkrati toplotno energijo in pa električno energijo. Ker pomeni, te naprave imajo v toplotni tehniki ene izmed najvišjih skupnih izkoristkov primarne energije, torej v našem primeru zemeljskega plina. Zaradi poteka obratovalnega dovoljenja je bila obnovitev nujno potrebna. Smo uspeli s tehnično-tehnološkimi rešitvami posodobiti to napravo, torej zamenjati ključne vitalne elemente naprave tako, da smo dosegli vse kriterije in hkrati zadostili finančnim robnim pogojem in bili tudi konkurenčni z ostalimi napravami. Ker pomeni, po domače, z najmanj denarja smo naredili največ, kaj se je dalo. Tovrstne investicije niso pomembne samo za Maribor, ampak tudi za celotno Slovenijo. Dosegamo tudi cilje po zmanjšanju rabe energije, torej po večji učinkovitosti delovanja postrojev in to je prav tak primer. Ob sprejetju energetskega zakona je daljinsko ogrevanje pomemben del energetske politike. Po besedah ministra želijo doseči, da postane Slovenija ena izmed vodilnih držav, ki izpolnjuje okoljske in podnebne zaveze. V je več razpisov za podporno shemo. V okviru enega od teh je bila obnovljena ta naprava, v nadaljevanju so pa pripravljeni še novi razpisi. S temi novimi izhodišči pa upamo, da bomo res nekoč lahko izpolnili vsem okoljskim in podnebnim zavezam.